nikdar več, po mojem to pod vtisom tega, da ni dobil odpravnine, nikdar več v državno službo. Kaj vse se lahko zgodi v 4 minutah? Res je sicer, da je zaznamoval teden tudi vročinski val in da kdo bi dlje kot 4 minute delal v takšnem, ne? Več kot očitno, pač ne da bi stegnil roko, je težko glasovati. Če moraš ti ves čas poudarjati, da si cool, ponavadi nisi. Dobrodošli v tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Ja, in danes nas še posebej aktivno gledata Andrej Ribič in njegova jadrnica, ne? Tako, Zoran Stevanovič in Boris Mijić, ki je nekako bolniško prelil v dopust ali obratno, kdo bi vedel. Ja, pa izraelska ambasada zaenkrat še na Dunaju, čeprav prihaja tudi v Ljubljano, ne? Pa tudi Luka Mesec in Tina Brecelj, ki ima po mojem tudi tisti gumb za like pri tedenskem safariju ne deluje. Ja, za razliko od vseh ostalih gledalcev, ne, ki lahko zdaj, če prekinemo sejo in preverimo glasovalne naprave, skratka, like, naroči se, ne? Pravično je in spodobi se. In greva zdaj kar na delo. Prva tema, nekaj, kar sva v bistvu 2 tedna nazaj pravilno zadela, samo timing se je malo zamaknil, ne? Pravzaprav sva tudi timing zadela praktično v nulo. Ja, če tako vzameš, dejansko sva datum napovedala, ker pravilno, samo razplet na seji nadzornikov se je malo prestavil. Torej, Andrej Ribič, ne, eden od simbolov obvladovanja Gibanja Svobode v tem paradržavnem gospodarskem sektorju, odstopa, odhaja z vrha Darsa in sicer 15. avgusta. Dajmo samo spomniti gledalce, tiste, ki poznajo, ki gledajo Safari Special, bodo to se spomnili, pred 2 tednama so drugi tole bojo pa videli. dobili kakšen razlog več, da se naročijo tudi na special, ne? No, giljotina pa naj bi padla nekje sredi poletja, ne? Med 15.7. in 15.8. 15.8. To je to. je datum, ko se izteče uradno mandat Andreju Ribiču po sporazumnem odhodu. Je pa res, da smo računali, da se bo še nekaj dlje boril, pa očitno ugotovil, da je ta boj brezpredmeten. Ja, zdaj, po mojih informacijah se je spremenilo vmes v 2 tednih razmerje v nadzornem svetu. Če je bilo takrat, ko sva to snemala 3-3, je bilo včeraj 4-2, kar se predstavnikov kapitala tiče, torej proti obstoju Andreja Ribiča na vrhu Darsa. S 3 delavskimi nadzorniki, ki so rekli, da grejo njihovi glasovi tja, kjer bo večina, ne, je to v bistvu 7-2 proti Ribiču. Videl je, da pač več ne more premostiti tega poletja na vrhu največjega infrastrukturnega državnega podjetja. Posledično je ostal tudi brez odpravnine, čeprav so menda včeraj še bili neki predlogi v tej smeri, da bi dobil 6 plač. Krat 14.000, se pravi tam nekje okrog 85.000, brez tega je ostal, ne. In meni je padla v oči ena nora, tako rahlo čustvena izjava ob tem slovesu, rekel je, nikdar več, po mojem to pod vtisom tega, da ni dobil odpravnine, nikdar več v državno službo. In zdaj pazi okoliščine. Človek je star 69 let, po starosti že zdavnej izpolnjuje pogoje za pokoj, pa celo kariero je oddelal v državnih sistemih. Tako da jaz ne vem točno, kaj je on mislil, da te ostala leta do 95 pa ne bi bil več v državnih podjetjih, ali kaj, ne vem. Ne. No, se pa naj bi umaknil točno v podjetje, katerega je že v preteklosti zastopal, kar smo tudi že razkrili ravno pri nas. Ne, to bo ekstra zabavno spremljati, ker pravi Andrej Ribič, neke ponudbe že imam, ker splošno znano je, da se na trgu dela za 69 let stare ljudi mrtvo borijo vsa podjetja. Ne? No, še posebej take, ki so zelo dobro politično povezani. Ja. Ne? Kolikor mi je znano, in to iz krogov blizu Andreju Ribiču, se bo zaposlil najverjetneje na podjetju Proctor, če kdo potrebuje osvežitev spomina, podjetju, ki je z 2 aneksoma, če se ne motim, za več kot 100% podvojilo svojo pogodbo z Darsom pri nadziranju gradnje poslovne stavbe Darsa, ki se je pa tudi z 19 na 31 milijonov podražila vmes. Ne? Ja, skratka, nekako morajo malo uslugo vrniti, ne, za tako, ta odličen posel. In če dodavamo, mogoče, ko smo že pri tem, ne, in pri napovedih, ki so se uresničili oziroma se uresničujejo, ne, v času, ko to snemava, se sicer še ni zgodilo, ko bodo pa gledalci gledali to oddajo, bodo pa že videli lahko informacijo o tem, da naj bi se
danes poslovil tudi Žiga Debeljak z vrha SDH-ja. Snemava nekaj popoldnevu, nimava točne informacije, kdaj bo to uradno, neuradno, pa sva slišala, da naj bi danes tekom popoldneva postalo uradno, da tudi Žiga Debeljak odhaja, torej z vrha SDH, da naj bi že včeraj deponiral bolj simbolno svojo odstopno izjavo, da uvede, da je pripravljen na umik. Tako da ja, danes je ta popoldanska seja nadzornega sveta. Najverjetneje v trenutku, ko bova epizodo objavljala, bo že tudi bivši šef SDH, oziroma ker bodo postopki za imenovanje naslednika še malo trajali, bo verjetno podobno kot Ribič še nekaj tednov, vsaj formalno v sedlu. No, glede Ribiča je pa treba reči, sicer je mandat do 15.8., ne? Imamo sveže informacije, da je že na poti, če že ne na jadrnici, pa na poti proti Zadru, kjer jo ima. Namreč pooblastilo za nadomeščanje ima do nadaljnega David Skorenšek, tisti, ki je šel tudi priročno in poslušno v Odmeve in v druge medije, kadar je bilo treba. Tisti, ki je držal kot placeholder mesto za Andreja Ribiča, potem ko so odrezali Valentina Hajdinjaka in se Ribiču še ni zdelo, da bi se takoj usedel na njegovo mesto, in tisti, ki je vedno šel v ogenj oziroma žerjavca po kostem, kot se reče, se pravi, ko so bile kakšne neprijetne stvari, ko je bilo treba potem v imenu Darsa dati kakšno izjavo. Če se kdo sprašuje, zakaj Andrej Ribič pri 69 še razmišlja o neki novi zaposlitvi in govori, da ne bo več državna in tako naprej. Starostne pogoje res izpolnjuje, nima pa čisto kompletne dobe, torej 40 let delovne dobe, namreč manj pomembna pa zabavna okoliščina iz njegovega privatnega življenja, da mu je študij šel tako zelo slabo, da se je prvič zaposlil šele na pragu 30. Tako da, ne. Smola, ne. Zdaj, če se spomnimo gledalce, da se lahko naročijo na Safari Special, kjer dobijo zanimive informacije. Pred 2 tednoma so lahko zvedeli, da bo v ponedeljek šel Darko Muženič, ki je potem v ponedeljek res šel, da bo v roku 2 tednov odstopil Žiga Debeljak in da najkasneje do 15. avgusta odide Andrej Ribič. In glej, 2 tedna kasneje se je vse izpolnilo. Ne? Ja, tukaj imamo 100% skor, tako da tudi jaz svetujem vsem, ki gledajo odklenjen del, naj plačajo za Safari Special, torej postanejo naši naročniki in podporniki. Ta teden pa o ljudeh, ki zelo dobro nadzorujejo informacijski tok, najbolj občutljive informacije državnih podjetij, tako imenovani šefi korporativne varnosti. Predlagam, da si pogledate epizodo, če niste vedeli za te ljudi, delujejo nekako iz ozadja, so pa eni najvplivnejših v tem paradržavnem sistemu. Morda celo kdaj bolj kot njihovi uradni šefi. Skratka, splača se, zdaj pa peva morda naprej. Ta teden je zaznamovala, lahko rečemo, 4-minutna seja. Kaj vse se lahko zgodi v 4 minutah? Seja, na kateri naj bi odredili 2 preiskovalni komisiji iz poželji opozicije. Res je sicer, da je zaznamoval teden tudi vročinski val in da kdo bi dlje kot 4 minute delal v takšnem, ampak ni bil to razlog. Skratka, lahko smo videli situacijo, ko je, mislim, da pravijo, da prvič se v slovenskem parlamentu zgodilo, da niso izglasovali dnevnega reda, ker je z 38 glasovi proti 34 koalicija glasovala, da je dnevni red ni povšeči in posledično se seja ni mogla nadaljevati. In zato še nimamo preiskovalne komisije, ki bi preiskovala afero Black Cube in ki bi preiskovala financiranje SDS-a in NSI-ja pred parlamentarnimi volitvami. Drugo sezono Vontine preiskovalke. Ki je znana kot tista politična policija, pred katero sicer svarijo na prihajajočem referendumu. Zdaj, catch je seveda postopkovni, namreč, če bi bil dnevni red izglasovan, bi prišlo zelo formalistično do seznanitve z voljo 30 poslancev za eno in za drugo preiskovalno komisijo in že s tem bi bili avtomatično ustanovljeni, no, nista bili, In potem se je razvnela debata, komu je to bolj v interesu in ali gre za kršitev ustave, pa predlagam, da pogledamo nekaj izjav. Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje Državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo. Vidite, da imajo njihovi poslanci Vrečkova, Šega, Mesec in Sukičeva roko na glasovalni napravi, razen gospe v zelenem, ki je bilo odrejeno z roko, da ne glasuje, da bi potem lahko lagali, da ji ni delovala glasovalna naprava. Vsak glas proti je bilo kršitev 85. člena in 92. člena Ustave Republike Slovenije. In tukaj so s tem
preprosto verovalko, ki jo imamo noter v 93. členom, ste s procesnim glasovanjem v dnevnem redu to prekršili. Gre za kršitev ustave. Ustavna pravica 30 poslancev je, da zahtevajo ustanovitev parlamentarne preiskave. Ta manever, ki pomeni zlorabo parlamentarnega delovanja, se preprosto z glasovanjem o dnevnem redu bilo onemogočeno, da bi se parlamentarna preiskovalna komisija ustanovila. To je sprevržena parlamentarna praksa. Še eno dno od dna ob 35-letnici naše države. Nič manj kot teptanje demokracije. Veste kaj? V prejšnjem mandatu sicer niste bil poslanec, je pa vaša kolegica Urška Klakočar Zupančič vodila Državni zbor. In gospa Klakočar Zupančič ene preiskovalne komisije sploh ni dala na sejo oziroma na glasovanje. In veste, katera je bila ta preiskovalna komisija? GEN-I. Ja, to drži, ne? To slednje absolutno drži. Sva pa že kdaj tudi v minulih tednih rekla, da a je kakšen smisel v ponavljanju tistih res najslabših praks iz prejšnjega mandata, ne? Poleg tega tako, pač glede na to, da je Janez Janša, kot sva takrat komentirala pred meseci, precej nerodno se zapletal pri pojasnjevanju svojih stikov v okviru afere Black Cube, se človek ne hote vpraša, zakaj torej ne postopkovno ovirati nastanek preiskovalne komisije. Po drugi strani bi morda lahko sodelovanje v tej preiskovalni pokazalo tudi kakšne druge motive, ne, za afero Black Cube, ki so na strani nove opozicije oziroma stare Golobove vlade. Ja, zdaj tukaj je za vprašanje, kako bo ta komisija potekala. Zdaj, to je komisija opozicije, torej bo tudi vodena strani opozicije in mislim, da smo videli v prejšnjem mandatu, kako potekajo te razne Vontine komisije. Ali pa v glavnem ne potekajo. Pa, v bistvu. Potekajo, Vontina je potekala. Kakšna GEN-I pa to pa malo manj, ne. Tis pa ni, ne. Ampak zdaj, tukaj mislim, da je bilo tako. Moj pogled je tak, ne. Mislim, da je bilo ključno, da bi naredili eno komisijo, ki bi se zmenilo redo, da ima vsi se noter, pa da se orank razišče ta Black Cube z vseh vidikov, z vidika, kdo ga je naročil, kdo je snemal, zakaj so snemali, kdo je potem to liknil v javnost, kako je prišlo v javnost informacija, da so bili, kje so bili in tako dalje, koga je Sova dejansko nadzorovala, koga ni nadzorovala in tako dalje. Naj se zadeva razčisti, jaz sem za. Tako kot sem tudi za, da se razčisti financiranje političnih strank, ampak potem dajmo razčistiti oziroma dajmo raziskati financiranje vseh parlamentarnih strank, ne pa samo dveh. Se pravi, mislim, da je ravno Zoran Stevanović utemeljil, zakaj so glasovali proti dnevnemu redu, češ, da neko se pravi izbirno samo pregled financiranja NSI-ja in SDS-a pač nima nobenega smisla in tukaj dam pač prav Stevanoviću, v resnici je to precej bizarno, da se poskuša narediti komisijo, ki bo pač zelo selektivno preiskovala dve stranki. Je pa res, da pač to je, rekel, manevrsko pravzaprav zavlačevanje, oziroma pač oviranje pri nastajanju komisije, ki, bom rekel, po eni strani ni najbolj seksi, kar se tiče koalicije, tudi ne izpade posebej demokratično. Mislim pa, zdaj lahko bi si upal reči, da gre mogoče za strategijo v okviru referendumske kampanje, ki se napoveduje, skratka, nekaj 1000 podpisov še manjka za referendum o zakonu o preiskovalnih komisijah, in mislim, da bo tukaj lahko imela vlada priložnost, da pravzaprav z zafrkavanjem opozicije pri teh komisijah, ker to, da niso zglasovali dnevnega reda, je bil šele, bom rekel, minoren začetek. Varovalk, ki jih je Urška Klakočar Zupančič dala v zakon o preiskovalnih komisijah, zato, da ne bi sicer takrat preiskovali GEN-I-ja in Roberta Goloba, pravzaprav se zdaj lahko maščuje, in jaz se bom smejal, če bodo na koncu v vladi na referendumski kampanji rekli, poglejte, kjer vse imamo opcije, da lahko zafrkavamo tole preiskovalno komisijo, ki je sicer pravica opozicije, dajte glasovati proti, da bo uveljavljena sprememba, ki te varovalke odpravlja, da bo potem lahko končno Gibanje Svoboda preiskovalo Black Cube. Je pa tukaj še druga plat te zgodbe, zakaj dnevni red ni bil izglasovan, pa zakaj še nimamo teh dveh preiskovalnih komisij. V bistvu ta nova Siva in Golobova opozicija ima v bistvu 40 glasov, pa so jih dali za dnevni red samo 34. Zakaj? Tini Brecelj, kot bomo potem tudi na posnetku videli, ni delovala, menda ni delovala glasovalna naprava, pa Borutu Sajovicu kot vodji
Golobovih poslancev tudi ne, medtem ko glej, ne, vidni člani z Golobom ured, Hanom, ne, potem Janjo Sluga in bivšim ministrom Vinkom Logajem pa sploh fizično niso prišli na sejo. Tako da, glede na to, da smo jih na tisti seji še pred predajo oblasti, ko so glasovali o tožbi Južne Afrike proti Izraelu za genocid, ne, smo jih ujeli v bistvu s spuščenimi hlačami, se meni tole zdi podobno. Ko gre za takšne stvari, jaz ne verjamem v naključja, ne, in mi diši tudi, da ta delno kvazi nedelovanje naprav / fizična odsotnost je bolj neka sabotaža samega sebe v bistvu, ne, tako ne bi bil rad prevelik teoretik zarote, pa vendarle. Če pa ni tako, ne, je pa potem zelo lep pokazatelj tega, kako resno misli svojo funkcijo vodje opozicije Robert Golob, ne, ki je potem raje tam nekje na morju, kot pa v dvorani. Ja, jaz celo mislim, da tukaj ni šlo za sabotažo, jaz mislim, da je šlo za to, da so po eni strani se je, govorilo se je ali o tem, da bo koalicija manjkala na seji in da zato seja ne bo sklepčna, ne, oziroma mislim, da se ni čisto računalo s tem, da se ne bi potrdilo dnevnega reda, tako da so jih tukaj malo, bom rekel, presenetili. Ne, zdaj, ena zgodba je torej unih 4, ki so manjkali v dvorani, ne, predvsem tukaj Golob in Han, ne, se pravi, prav zelo resno te zadeve niso vzeli. Če bi vzeli zadevo resno, bi potem tudi vsi prišli, ne, tako pa so to nekako z levo roko vzeli in očitno in pač ni toliko do tega, da bi se resno preštevali, ne, kot drugo, ne, sta pa čist druga zgodba, sta pa Sajovic, za katerega ne vemo čisto točno, kaj se je zgodilo, ne, pri čemer pri Tini Brecelj je pa kristalno jasno, ne. Se pravi, videli smo na posnetku Luko Mesca, ki v trenutku, ko je treba glasovati, da nek znak z roko, nekaj takšnega, ne. Zdaj, kaj je ta znak pomenil, smo lahko od različnih članov Levice slišali na različne konce. Luka Mesec se meni ni bil pripravljen da bi mi pojasnil, kaj točno, pa sem opisal in naklical. Tina Brecelj se mi je pa zdela tako rahlo, jo je ta neverbalni del komunikacije izdajal v veliki nervozi, ko je bila včeraj javno vprašana, kaj je s tem nedelovanjem naprave. Jaz nisem čisto skupil tega. Mislim, Tina Brecelj se je zgovarjala, češ, da ni delovalo, da je pritisnila, pa da se je po svetu plusek, ne, ampak če smo pogledali, jaz sem šel prvo pol gledati to posnetek seje, se ni dolg 4 minute, na portalu zanima.me imajo tudi gledalci link, lahko pogledajo, ne, v članku sem ga dal. Se pravi, pogledati sem šel posnetek, ne, in zelo jasno je vidno, ne, se pravi, glasovalna naprava je takole nekje na robu mize, ne, sprednji rob, ko kaže kamera in slučajno kaže, ne vem, slučajno kaže ravno poslansko skupino Levica v času glasovanja, ne, vidi se Luko Mesca, vidi se Asta Vrečko, vidi se Natašo Sukič in Vladimirja Šego, ne, ki naredijo ta gib, ne, se pravi pritisk naprej, pritisk na gib in vidi se Tino Brecelj, ne, ki je tako nekako nagnjena naprej, ampak nikamor ne stegne roke. Ne, se pravi, več kot očitno, pač ne da bi stegnil roko, je težko glasovati, ne, in tudi kasneje naj bi pač po poročanju Zorana Stevanoviča, ne, pač službe državnega zbora preverile glasovalne naprave in ni bilo nobene napake, še več. Zoran Stevanovič je celo 2-krat pozval poslance, naj glasujejo in takrat, ne, se vidi, da Tina Brecelj pa se takrat stegne, ko je treba preveriti delovanje glasovalne naprave, takrat se stegne do glasovalne naprave, ne, v času, ko je glasovanje v dnevnem redu, pa se pa ne. Tako da tukaj pravzaprav mislim, da je šlo za neko insceniranje neke drame, ki bi po moje poskušala nekako prikriti dejstvo, ko je Luka Mesec poštel parlament, pogotovil, da jih je premalo in da bodo pač preglasovani. Ne. Mogoče še en zanimiv zakulisni pogled. Torej, demokrati so se glasovanja o dnevnem redu in posledično ustanovitvi teh 2 preiskovalnih komisij vzdržali, zato je Resnica od Stevanoviča v bistvu dala te odločilne glasove proti, ne. Na drugi strani nam je pa v istem tednu Stevanovič razlagal, ne, da ne samo, da so opozicija, ampak tega niti minimalnega sodelovanja, ki ga Janša ponuja, ne bodo podpisali. Tako da. Ja, mislim, pri čemer mi je pa zanimivo, ne, se mi zdi, da je Levica pravzaprav z Resnico dobila v parlamentu stranko, ki si je nekako z drugega konca pripravljena spustiti na isti nivo kot Levica čelo sama. Na čelo, v bistvu pač, ta ideološki fajt. Medtem ko druge stranke nekako običajno niso se spuščale na tako nizek nivo, so zdaj dobili pravzaprav konkurenta, ne, ki je povrh vsega še retorično precej spreten in zelo uspešno recimo Luko Mesca spravlja ob živce. In vidim, da je to rokavico tudi Stevanovič izrazito rad pobral, ne, ker je to po mojem del te strategije, da v medsebojnem ideološkem boju v bistvu Levica in Resnica bildata drugo. Ne. Mi je pa res le svojevrstna ironija, ne, pravzaprav, da istočasno, ko
poskušajo ustanoviti, in jaz sem prepričan, da recimo na naslednji seji verjetno bojo potrdili dnevni red in se seznanili, potem imajo pa torej vsi preiskovanci, se pravi več kot očitno recimo SDS pa Janez Janša, možnost, da se sami pritožijo na Ustavno sodišče in na ta način zaustavijo delo preiskovalne komisije. Mislim, da celo tudi 30 poslancev lahko kontrira tem 30 poslancem, ki so dali opozicijo, kar je pravzaprav ironično, ker je potem izničenje sploh te pravice, ampak istočasno, to mi je pa sploh ironija, torej Levica zbira na stojnicah podpise za referendum proti tako imenovani politični policiji, kot pravijo, kar je itak ironično še z enega vidika. Če se spomnimo, ko so oni izgubili referendum o eutanaziji, so se pritoževali, da so zdravniki zavajali, češ pa cerkev, da je zavajala. Mislim, bolj eklatantnega zavajanja, kot je to sploh ne bi mogel najti, ampak torej zbirajo podpise za referendum, ki bi jim dal možnost, da ustanovijo preiskovalno komisijo, ampak tega ne, pravzaprav se borijo proti zakonu, ki bi jim to omogočil, tako da lahko jih koalicija dobesedno pač zafrkava še nekaj časa. Je pa res, kot si že omenil, da si ne želim, da bi koalicija pač se spustila na isti nivo, ker na koncu v politiki je tako, ko eden spusti nižji nivo, potem to postane standard. In ko bodo v kakšnem prihodnjem mandatu spet v opoziciji, mislim, da jim bo lahko še krepko žal za kakšne te manevre. Ne glede na to, da se je nov sklic parlamenta začel 10. aprila in smo v bistvu zdaj manj kot 3 mesece od te točke, se mi zdi, da smo že globoko v mandatu, ki je že postal mandat iskanja nekih lukenj v poslovniku, postopkih, zakonih in tako naprej. Tako da cel kup nekih teh parlamentarnih akrobacij. Zdaj smo že pri referendumih, mogoče še... Jaz bi pri tem referendumu glede tako imenovane politične policije rekel samo še to, da v bistvu relativno tudi s tem posnetkom Luke Mesca, ki zadnji bolj v nogometnem stilu neki nakazuje soigralki, mislim, da ta posnetek je v bistvu najboljše promocijsko gradivo za kontrakampanjo. In drugo, samo spomniti je treba dejansko na pregledovanje osebnih TRR računov v preteklem mandatu, v preteklih 4 letih strani Tamare Vonte, potem dejansko pokažeš, kaj je politična policija v praksi. Ja, pri čemer, zdaj ironično so oni najprej izvedli politično policijo, prek preiskovalne komisije, kjer so, mislim, zdaj, treba je povedati to, da bo ljudem jasno. Dva posnetka sta v bistvu. Eden je ta svež Meščev, drugi posnetek je pa iz tiste Facebook strani s prisluhi, kjer Vesna Vuković, to si tudi lahko vsak posluša sam, pove svoji strankarski kolegici, imaš preiskovalno komisijo za to, da dobiš papirje, ki jih sicer po uradni poti ne bi mogel imeti. Ja, pri čemer, zdaj še to treba povedati, zdaj zakaj sploh gre. Mi smo imeli zakon o parlamentarni preiskovalni komisiji, ki je bil 30 let veljaven, 30 let so se delale preiskovalne komisije, take in drugačne, nobenega problema. Potem smo imeli pa nenadoma, torej prvič vlado Gibanja Svoboda, kjer so se lotili oni res prvič zares zlorabljati na ta način parlamentarno preiskavo, da so šli brskati po transakcijskih računih svoje konkurence. Zato tudi samo preiskovalna komisija SDS-a in NSI-a, ne pa vseh parlamentarnih strank. In potem, ko bi pa kazalo, da bi se lahko zgodila preiskava Roberta Goloba, pa hitro spremeniti zakon, dati toliko nekih varovalk, narekovajo noter, da je praktično nemogoče v enem mandatu izpeljati konkretno preiskovalno komisijo. In ta zakon so v bistvu na prejšnje stanje z nekaj popravki spravili na začetku tega mandata, skratka, ni prejšnje stanje čisto, ker upoštevajo še neke določbe Ustavnega sodišča, sicer pa so vrnili bolj ali manj na prejšnje stanje in proti temu se torej zdaj bori Nika Kovač in vse stranke leve opozicije. In zdaj, ko sva pri referendumih, mestni referendum, tisti, ki smo tukaj iz območja Ljubljane, smo mislim, da včeraj ali predvčerajšnjem dobili ta vabila na referendum glede odloka o parkiriščih, ki sicer ni v veljavi uradno. Opazil sem ob torkih, ko ima župan Janković redna druženja z mediji, da je ta torek, torej zdaj neposredno že pred samim referendumom, ki bo 12. julija, nekako povečana nervoza pri županu, ki sicer je res politični dolgoprogaš in običajno ne daje tega vtisa. Tokrat je pa že zelo zrevoltirano govoril v smislu, očitno želijo imeti predlagatelji referenduma samo mokro vajo pred jesenskimi lokalnimi volitvami, pa naj se zjasnejo, da je to glasovanje proti meni, da to sploh ni glede parkingov in odloka.
Tako da mislim, da je tudi on v bistvu dojel, ne, da je to posledica tega, da je sam dojel, da je to predigra za lokalne volitve in kolikor slišim več, verjetno v naslednjih dneh na portalu zanima.me, je proti koncu tudi ena raziskava javnega mnenja, ki kaže ne samo, da bo Janković tokrat šel v drugi krog z nekom, ne, ampak da je tudi po 20 letih vladavine zrel za poraz na lokalnih volitvah novembra. Ja, pri čemer je treba povedati nekaj, ne, da ta referendum ni bil, je v praksi, bo seveda neke vrste mokra vaja in neko predčasno glasovanje o Jankoviću, pa vendar ni bil sklican z namenom tega, ne, sklican je bil z namenom, ker je Janković pač na neki točki enkrat šel predaleč. Ne, in tukaj treba, bom spet malo pač si vzel, ampak to so prav te zgodbe, kjer je nekdo predolgo v sedlu in niti nima več občutka, kdaj gre predaleč. Ker Janković je vedno politično strateško, zdaj govorim za njegov obstoj na oblasti, nikakor drugega politično strateško, ampak za njegov obstoj na oblasti je praktično vse ukrepe, ki jih je delal na način, da je bolj ali manj, ali pa da je večino mestnega prebivalstva zaščitil, ne, in dal neke ugodnosti tistim, ki niso del mestnega prebivalstva, torej ki ga ne morejo voliti, na tistih je pa služil. Ne. Se pravi, ljudje, ki se dnevno vozijo v Ljubljano, ki se dnevno pač rabijo, ali pa ki redkeje, ampak recimo tedensko ali pa nekajkrat mesečno rabijo iti po opravkih v Ljubljano, ne, na tistim je zaračunaval zelo visoke takse, meščanom niti ne tako zelo, ne, seveda med tem lepo skrbel za lokalna društva in tako dalje, ne, in tokrat je šel pa predaleč v tem pohlepu, ko je pač poskušal za še več parkirnimi dovolilnicami in še več parkomati pokasirati še bistveno več in stopil na žul pravzaprav prebivalcem, ki jih je pravzaprav občina po krivem, ne, razrešila parkirišč, ker je njihova parkirišča, torej tista parkirišča, ki so v Jugoslaviji bila del teh blokov, ne, pač potem, ko si jih je polastila mestna občina, prodala, pozidala in tako drugače, tako da so zdaj pravzaprav v težavah. Zdaj je pa njegova rešitev, evo, colamo listki. Je tudi tokrat sekundo pred 12. probal sanirati zadevo v tem pragmatičnem smislu, ker odloka ni, vse v redu, ne, sem šel nasproti, ampak tokrat mu je Ljubljana rekla ne. In to še zdaleč težko reči, da mu je to kakšen desni del Ljubljane rekel ne, ampak v bistvu te iniciative, ki so v bistvu po celem političnem spektru, ne, in v velikem delu tudi levih strank. In najbrž se tukaj tudi skriva odgovor na vprašanje, kdo bo tisti, ki ga bo najbolj resno izval novembra na lokalnih volitvah. Ne. Ja, in bom rekel sam še to, Zoran Janković je kot političen star maček, ne, potem umaknil odlok, ki je že bil na referendumu, ne, ker so že bili zbrani podpisi po statutu mestne občine, referendum je. Zoran Janković ga je potem na hitrco umaknil, ne, da bi zasejal zmedo, pri čemer je treba nekaj jasno povedati. Seveda, ja, glasovanje je zdaj o odloku, ki ne obstaja več. Sem pa precej prepričan, da vkolikor glasovanje ne bo izglasovano masovno proti, torej da ne bo dosežen kvorum proti ali pa vsaj zelo konkretna večina proti, se kaj hitro lahko zgodi, da se ta odlok znova vrne, ker bo Zoran Janković rekel, češ, poglejte, saj so ljudje izglasovali, pravzaprav, da jim je ta odlok čisto všeč, čeprav jih je poskušal zmesti na način, ne, da pravzaprav odloka kao, da zdaj sploh ni in da sploh ne vemo, o čem se oglasuje. Ne, zelo jasno je, glasuje se o parkirni politiki Zorana Jankovića, ne, in če bo referendum slabo pač izpadel, potem si lahko prebivalci Ljubljane nadejamo, da bo parkirna politika Zorana Jankovića morda ne pred volitvami, zagotovo pa po volitvah, če se obdrži na oblasti, identična, kot je bila torej pred samim parkirnim referendumom. Ne. Pri čemer je treba povedati, da zbrati toliko podpisov, ne, kolikor so jih, je kar velik uspeh. Edina stvar, ki mu deloma igra v prid, je poletna pripeka, datum, dopusti in podobno, ampak bomo videli. Mislim, da ni bil izbran datum naključno. Na drugi strani pa, če uspe sredi julija in to tako vročega julija, kot je, potem je to še večje politično sporočilo. Zdaj uspel je tudi že takole sredi julija zakon o vodah, zelo konkretno, ne, tako da, oziroma referendum o zakonu o vodah, tako da jaz mislim, da tukaj je z razlogom Zoran Janković lahko živčen, je pa res, da je pred predlagatelji referenduma zelo zahtevna naloga, ker mimogrede se o tem referendumu praktično nič ne govori. Načrtno je mestna uprava se umaknila iz kampanje, češ, se odloka ni več, nimamo kaj delovati v kampanji, ne, in zagovorniki referenduma oziroma nasprotniki, ne, so pa pač kapitalsko manj tukaj močni in zato ni nekih jumbo plakatov, ni neke hude akcije in mediji tudi zelo slabo to pokrivajo. To sem ravno hotel reči. Ena stvar v konfliktu reče, nas ni v kampanji, ne? Potem je tudi medijsko manj privlačna zadeva, ker na nek način, ne bomo, pustimo se sicer presenetati, ampak odpadejo soočenja, ne?
če druga stran ne sodeluje. Zdaj pa nazaj na državni parket tudi eni stvari, ki je po mojem, vsaj moje osebno prepričanje, izpadla precej slabo, ne? In to je sporočilo Zorana Stevanovića na teden, ko je reševal pri dnevnem redu, ki ni bil potrjen koalicijo, ne? Ko je še kje drugje zelo zvesto dal svojih 5 glasov, ne? Da pa ne bo podpisal partnerstva za uspešno Slovenijo, ker v njem ne vidi smisla, karkoli že to pomeni. Ne ni vsebinsko, ali kako že. Ne? Tako, mislim, ja, no, kjer je pa sploh smešno šel na linijo svobode, da tam ni vsebine. Ne? Zdaj tako, načeloma take neiskrene kalkulantske ali pa dajmo jim lepo reči strateške poteze, kot je bila zavrnitev tega partnerstva, niso nič posebnega v slovenski politiki. Ne? Problem pa je, ko ena stranka tako izrazito reklamira svojo antisistemskost, in to je resnica res je vsa pretekla leta, ne? In potem dejansko tvorno sodeluje potem s figo v žepu, ker če bi tole podpisali, bi vsaj vedeli, pri čem smo. Ne? In jaz vidim to dejanje nepodpisovanja izjave bolj v funkciji pomirjanja lastne baze, ki je po mojem načeta iz več razlogov. Ne samo iz teh mešanih signalov, kje torej mi zdaj smo, a smo res opozicija, ali smo najbolj koalicija, kar gre, ne? Ampak tudi omajana od te afere Mijić, ki se je zavlekla že v 3. teden v bistvu. Zdaj, afera Mijić je problem, ne, za to, do nje še prideva, ne, ampak zdaj, kar se tiče, bom rekel, ironično je podpis ali pa ne podpis partnerstva za uspešno Slovenijo ne naredi neke bistvene razlike, ker tako in tako je to partnerstvo namenjeno opoziciji. Tako. Se pravi, če bi jo podpisali kot opozicija in če niso podpisali, ga niso podpisali kot opozicija, ne, in če, bom rekel, mi je bilo smešno, ko je Zoran Stevanović, ko je še verjetno mislil, da ga bo podpisal, ne, je rekel, da ga bo z veseljem podpisal, češ, da se res pokažejo kot opozicija, da ne bojo delali nekih zakulisnih dogovorov, ne, potem ga pa zdaj niso podpisali, kar nakazuje ravno da je možnost neke te zakulisne dogovore. Ne. To je ena stvar in druga stvar, ne, mi je zanimivo to, pa bom rekel, razumem stranko Resnica po eni strani, ker je njena vsebina pač zelo sorodna strankam koalicije. Na drugo stran. Ne, tako da v tem kontekstu pač logika podprli bomo stvari, ki so v skladu z našim programom. Ni tako zelo iztrta, izvita po eni strani, po drugi strani je pa tako, ne, bom rekel, če ti moraš ves čas poudarjati, ne, da si opozicija, mogoče nisi. Oziroma, to me spominja na unga, ne, ki mora ves čas poudarjati, da je cool. Pa, če moraš ti ves čas poudarjati, da si cool, ponavadi nisi. Ne, in pazi, ne, Stevanović je rekel, podpirali bomo ves mandat kot konstruktivna opozicija stvari, ki so skladne z našim programom, dobre za državo. Ne. In zdaj pazi, neko glasovanje o dnevnem redu, ki je v bistvu vsebinsko vprašanje 2 preiskovalnih komisij, to seveda ni niti strateška stvar neke vsebine stranke, ne. Še manj je to del koalicijske pogodbe, tako da ravno tukaj se v bistvu razkriva ta, jaz mu bom rekel, kar vazalski odnos do SDS v bistvu. Ne. Čeprav po drugi strani pa razumem jaz tudi argumentacijo Zorana Stevanovića, ne, ker pač ta preiskovalna komisija zgolj 2 strank je pa tudi ironična. Ne. Zakaj bi zdaj oni prispevali podpise, da se ustanovi ta komisija? Pa tudi ne vidim res nekega, bom rekel, razloga, zakaj bi oni tle Robertu Golobu konec koncev držali štango, da lahko še en mandat izvaja lov na čarovnice v stilu Tamare Vonta, ki sem skoraj prepričan, da bi postala predsednica te komisije. Pa še ena stvar bom omenil glede Zorana Stevanovića. Ne, se pravi, mislim, da je ta teden tako zelo jasno nekako dal vedeti, evo, pač tukaj ne, se mi tega pač šova ne gremo, oziroma ne si oni sami pač zrihtajo te glasove. Pogledati par izjav, pa še kakšno rečejo. Smo se odločili, da sporazuma o partnerstvu ne podpišemo. Izključno iz tega razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla. Če nečesa ne podpišeš, to še ne pomeni, da tako ne deluješ. Mislim, da je to neka igra za javnost, v resnici pa zelo dobro sodelujejo. Oni so že v partnerstvu, lahko kričijo, kolikor želijo, da so opozicija, tako kot so predtem podpisovali različne sporazume, ampak dejstva govorijo sama zase. V tem sklicu državnega zbora še ni bilo glasovanja, ko ne bi glasovali enako kot SDS. Kar ne velja, na primer, za demokrate. Oni so se vsaj enkrat na MVK-ju glasovali drugače kot SDS. Resnica vedno glasuje tako kot SDS, ker je koalicijska stranka.
Le kako je zadovoljen sam sabo, no prav, ni, no. Pa ker koalicija ni želela v ta studio k Slaku, je potem dejansko dobil nekih 6-7 minut solo nastopa, mislim, da se mu je to zdelo še bistveno boljš. V tem poletnem mrtvilu je dobil bonus individualne točke, mogoče bo na Medianinem Vox Populi vzrastel. Ne vem, če mislim, da ga niso niti merali, ampak zdaj... Ampak veš kaj, glede tega, glede ne opozicije, isto kot za resnico. Če rabijo oni se toliko ukvarjati s tem, kaj dela resnica in kaj ne, mislim, da pa oni v bistvu s tem dajo signal, da mogoče pa je resnica bolj opozicijska, kot so si sami pripravljeni priznati. Ne. Tukaj se mi zdi, da jih pa jih čisto po nepotrebnem jih boli. Ne. Tukaj mi je zanimivo ta teden, ne? Demokrati so se oddaljili od SDS-a na točki tistega dnevnega reda. So rekli vzdržani, ne? Niso bili proti, resnica je bila. Po drugi strani resnica ne podpisuje partnerstva, ki bi ga glede na večino glasovanj z lahkoto podpisala. Ne? To me pa spomne na tisto tvojo finto, ne, riba, ki proba je skuša, ne. Tako da oboji se skušajo distancirati od SDS-a, ne, čeprav je sam začetek mandata in je zelo jasno, da so še kako trenutno zelo trdno v koaliciji, ne. Bi si upal za ene in za druge uporabiti ta izraz, ne. Vsekakor, jih pa ene in druge to toče na anketah. Res je, jih je ta teden Mediana spravila oboje nekako pod parlamentarni prag, pri čemer je treba spet poudariti trik Mediane, ne, se pravi, da... Mogoče najprej tole, ne, ta stolpec splošne podpore vladi Janeza Janše, kot je bilo rečeno, je nižji tako od zadnje Janševe vlade, kot sploh bistveno nižji od prejšnje Golobove, v primerljivo istem obdobju, ne, torej 2-3 mesece po začetku mandata, kar je klasika, ne. Sej to, da bo Janez Janša zelo visoko na podpori štartov mandat, nismo verjeli, ne. Ne, mislim, da tukaj ni bilo za pričakovati in še v primerjavi s tretjo Janševo vlado je bila podpora nekoliko večja, ker se je to zgodilo ravno na začetku epidemije, ko so izpadli zelo kompetentno po zelo nekompetentni vladi Marjana Šarca, ne. Tako da je pač ta zadeva logična. Pravzaprav mi je po svoje presenetljivo, ne, da je podpora vladi pa ne podpora vladi so razmerno blizu. Ne. Pravzaprav ni nekaj dvotretinskega nasprotovanja, recimo, ne, če upoštevamo, da je recimo dobra tretjina jih za, ne, ker jih je skoraj petina pač tudi neopredeljenih. Ne. Tukaj bi si pa celo upal reči, da je precej takih, ki so ali na tiho podporniki vlade, pa tega ne upajo čist reči, ali jim grejo pa tako na živce in levi in desni, da pač jaz bi rekel tako. Niso dali glasu ne za da, ki bi bil nekako za desne, niti za ne, ki bi bil nekako glas za leve. Tako bom rekel, splošno vzdušje do te nove vlade je po mojem tako grampi, rahlo nergaško med ljudmi, ne? Tako z zastisnjenimi zobmi marsikdo, po drugi strani te velike odbojnosti, torej, ki bi še pognala kolesarjat, najbrž jim je mal prevroče zdaj, pri 35 stopinjah, pa tudi še ni, ne, tako da... No, tudi še ni zares nekega pravega momenta, je pa res, da mislim, da neke stvari vendarle je, ki jezijo nekako po nepotrebnem, ampak do tega še prideva, pogleda še razpored zdaj po strankah. Ne? Tole mi je zelo razumljiva stvar. SDS je pač prevzela odgovornost za vladanje, ko si ti na vrhu, se seveda večina strel tudi razbija na tvojem hrbtu, tako da rahu padec od tega, kar je bilo, ne, na najvišji točki. No, pa še vedno so nad Gibanjem Svoboda, čeprav je Gibanje Svoboda na volitvah preseglo. Gibanje Svoboda pa pač ohranja neko svojo osnovno bazo s tem, da jim je seveda v opoziciji lažje, a ne kot na oblasti. Pa tudi mislim, da s časoma utegnejo še precej ko se pojavi kakšna resna alternativa, ker iz tiste iste oddaje, kjer so prej pokazala Lenarta Žavbija, ne, kjer je na koncu zaključil, češ kako bo Robert Golob 3-krat zmagal parlamentarne volitve zapored, mislim, da na ta tretjih ne bo niti nastopil. Jesen bi lahko bila iz več razlogov za Gibanje Svoboda zanimiva. Eno je to, da se tisto oktobrski rok 6 mesecev po potrditvi mandata izteče in bomo videli, kaj je samim z Golobom. Druga stvar je, da je Zoran Janković zelo jasno nek njihov politični pokrovitelj na vrhu mestne občine Ljubljana in če se v tem projektu na mestni ravni kaj zatakne, bo to tudi na njihov rejting definitivno vplival, kot nek začetek konca te velike, v bistvu Jankovićeve stranke, ne, s katero je prišel na oblast, ko sam ni mogel. Če pokomentiram ta dvojc, ki se vedno drži nekako skupaj Nova Slovenija in SD, se mi pa zdi tako, NSI v enem, vidiš, da še raste, v enem relativno ugodnem momentu, kjer so v volilni kampanji za razliko od mešanih signalov iz preteklosti zelo jasno dali vedeti, na katerem polu oni so. In so potem po volitvah, ko v procesu oblikovanja nove Janševe vlade,
tudi izpadli kot vsebinski frontman nove koalicije, ne, in mislim, da je rast v bistvu posledica tega. Ja, mislim, da je treba poudariti, da te številke so absolutne, vključno z neopredeljenimi, se pravi, tukaj je neka dobra petina neopredeljenih ali pa tistih, ki ne bodo volili. Tako da to niso realni volilni rezultati, ne, realno še kar nekaj odstotkov više, se pravi, čez 10 bi prišla, mislim, da NSI, ne pa okoli 25 SDS. Medtem, ko mislim, da se recimo umirjanje ali pa ohlajanje Gibanja Svoboda, ne, pa tudi več ali manj stagnacija levice Vesne pozna v rahli rasti SD-ja. Ubrali so vendarle v zadnjih nekaj tednih to malo ločeno retoriko, tudi ko je Janša ponudil sodelovanje, so malo bolj postopkovno in protokolarno to zavrnili, niso uporabljali tega blokovskega jezika iz rova v rov, ne, s fašisti in podobno, tako da mislim, da je to rahlo distanciranje od Svobode in levice ugodno vpliva na SD, ne, in potem sta tukaj dve stranki, ki jih na prvem templejtu nimaš. Pri čemer je treba povedati, da Resnica je še parlamentarna stranka, čeprav so jo dali pod 4%, ker ko upoštevaš neopredeljene, pride nad parlamentarni prak, je pa res, da je signal zelo jasen tudi. Graf bi dopustil 6 ali pa 7 strank, pa so po moje je zelo jasno sporočilo tudi Pop TV-ja, kdo je nad pragom in kdo je pod pragom, čeprav zelo arbitrarno izbrano. Mislim, da sta Resnica in Demokrati pravzaprav tisti strelovod, če ti si sicer rekel SDS kot na vrhu, da je strelovod, jaz mislim celo več, jaz mislim, da sta Demokrati in Resnica še bolj strelovod, ker sta nekako tista dva partnerja, ki sta šla z Janšo kljub temu, da bi lahko šla tudi drugam. Ne, čeprav težko, ampak lahko, ne. In v tem kontekstu pravzaprav sta tisti dve stranki najbolj kaznovani za to, da sta omogočili desno vladanje. Rečejo, da revolucija žre lastne otroke, tako bi jaz rekel, da je to v bistvu ena žrtev, plen, ki ga je treba dati bogovom na Olimp kot ceno za prvo resno desno vlado v zgodovini Slovenije. Ne? In zdaj, če bi mogel, pa je to res prezgodaj, ampak če bi že mogel kaj za čez 4 leta napovedati, ko bo naslednje volitve pred vrati, mislim, da Stevanović še lahko odslalomira, da bo v resni igri za 4%, takrat, ko bo spet pač šlo za res. Ne? Vsaj po potezah do tega trenutka pa si tega za Demokrate Anžeta Logarja ne bi upal tako samoumevno napovedati. Ne? Bomo videli, ne? Ja. Sicer pa ta prva desna vlada že tudi razburja, kako in zakaj pa takoj po kratkem predahu. Se pravi, kater tedva paket ti trenutno priporočam? Čakaj, Marjan, sam mal. Ej, Titina, prijatelj zanima, kjer paket ne vzame. Kako dober prijatelj pa je? Facefund, čak, dam na speaker. Marjan, Titina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo oranžni King. Nimaš kaj razmišljati. Si slišal, Marjan? Nimaš kaj razmišljati. Oranžni King. Sedaj prvi 2 leti po akcijski ceni. Če ti lahko zrihtam njeno cifro. Ja. T2. Evo, dobrodošli nazaj. Zdaj pa res o čem, ne, Janez Janša je kar precej razburil, ne, v intervjuju za en izraelski časopis. Ne. Če se vrnem nazaj, kadar je Janša bolj v ozadju, je tisti stolpec na Medijani miruje pri SDS-u ali pa rahlo raste, tokrat je rahlo padel. Ne. Čeprav zanimivo, Janša osebno je pa prišel precej visoko na 6. mesto, na 6. mesto najbolj priljubljenih politikov, ne, tako da to ni kar tako, ne. Ampak zdaj, s čim je razburil, ne, napovedal je nekako, zdaj tako smo razbirali, zdaj treba je malo potem pogledati med vrsticami, tudi spravi zamrznitev priznanja Palestine in selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem. Zdaj, kaj točno je to pomeni, ne, zdaj, priznanje Palestine težko zares umaknemo, ker pač ni mislim, da ta zamrznitev, ki je bila omenjena, v bistvu postopkovno pravno ne obstaja. Ne, lahko ti seveda prekineš diplomatske stike s katerokoli državo, ampak lahko tudi razglasiš, da ne priznavaš več nekoga kot državo. Mislim, da je edina država, ki je to kadarkoli v zgodovini naredila, Iran. In sicer, ko je pod šahom, ne, ki je bil na liniji z Ameriko, priznal Izrael, potem ko so pa islamski te ajatole prevzeli vladavino v Iranu, so pa potem odpriznali Izrael kot državo. Ne? Mogoče ne bi bili radi prvi po ajatolah s temi eksperimenti. To je res. Ne? Zdaj drži tudi, da je bilo priznanje Palestine svojevrstna ironija. Kot prvo, mislim, ne gre za državo. To je bilo neki za ulično vojsko v bistvu. Ne? Kot drugo je bila mimo postopkov, kot bi morali biti postopki, torej Urška Klakočar Zupančič je obšla te postopke, zato da smo potem solo se ne pridružili ostalim državam, ki so to naredile, ampak skratka ironično
problematično. Pričemer spet je bil message po mojem zelo napačen takrat, ker smo s tem pravzaprav potrdili Hamas v njegovem nasilju nad Izraelom, kakorkoli. Mislim, da je bila to napaka, da smo takrat priznali na način, kot smo priznali, zdaj pa bi bila napaka, da bi šli z glavo skozi zid k odpriznanju in podobno, kot je tudi selitev veleposlaništva. Ja. Zdaj Janez Janša nekako pravi, vsaka država si lahko sama izbira, katero je glavno mesto te države, pri čemer je Izrael v rahlo specifični situaciji, ker vendarle en kup nekih mednarodnih dokumentov te stvari opredeljuje. Evropska unija zelo jasno opredeljuje, da smatra Tel Aviv in da vse evropske države imajo veleposlaništvo v Tel Avivu. Če bi se odločili in prestavili veleposlaništvo, bi se sicer pridružili Združenim državam Amerike pod Trumpom, ki so to naredile, pa še nekaterim državam, kot je Kosovo, Honduras, pa Haiti. Omenil si samo elito že od Irana naprej. Ampak dajva pogledati par izjav, ki jih je ta intervju Janšov spodbudil, pa potem rečeva še kakšno. In general terms, our position is very clear. The EU and its member states will continue to respect the international consensus on Jerusalem, including on the location of diplomatic representations until the final status of Jerusalem is resolved. To ni praksa v mednarodnem pravu in tudi to jaz mislim, da si Slovenija ne bo privoščila, da bo prva, ki bo nekaj takega storila. Mi bi temu absolutno nasprotovali. Ta zamrznitev sploh ni pravno možna. To sploh ne obstaja v mednarodnem pravu, tako da sem prepričan, da do nje ne bo prišlo. Ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako. Moramo Palestini pomagati in tukaj jaz mislim, da ni med nami nikogar, ki bi zdaj šel na stališče, da se moramo mi za 180 stopinj obrniti in pogledati stran. Ne, daleč od tega. Zadnje, da pojasniva, je še ravno ob robu seje, ko ni bil potrjen dnevni red za obravnavanje Black Cube na preiskovalki, je predsednik državnega zbora gostil izraelsko veleposlanico. Pričemer je to obnašanje res neprimerno. Mislim, to, da gostiš veleposlanika, je del nekega protokola in zdaj je tam neki upit, Ni ampak primerno. Pazi, zanimivo spet v smislu teh saltov, ki jih dela pa Zoran Stevanović, naj bi, to je bila edina izjava v bistvu za javnost po tem srečanju, naj bi izrazil globoko zaskrbljenost nad potezami Izraela na območju Gaze. Kaj se dogaja na območju Gaze, je stvar za zaskrbljenost, ampak je za zaskrbljenost z obeh strani. In kaj delajo Palestinci in kaj delajo Izraelci. Tukaj treba pogledati spet, mi ali pa naša levica se mi zdi zelo rada miži na vse oči, ki jih ima, ko gre za ravnanje Palestincev, in je potem zelo svetohlinska, ko gre za ravnanje Izraela, pri čemer pa seveda pozablja na vse ostale genocide, ki so dejanski genocidi po svetu, kar si jaz za Gazo ne bi upal reči, čeprav smo tukaj mnenja različnih. To bi se še dotaknil, kar se tiče Janeza Janše. Se pravi, Janez Janša, sem malo spraševal tudi v SDS-u neuradno, kako gledajo na te stvari in to, in sem dobil pravzaprav zelo jasno, da realno ni nekih možnosti, da bi Slovenija predstavila ambasado ali pa odpriznala Palestino, prvi zato, ker to ni v Janševi osebni pristojnosti, ampak stvar koalicijske večine oziroma večine v državnem zboru, ki je zato več kot očitno ni. Je pa po drugi strani Janša menda že dolgo zagovornik tega stališča in je on pravzaprav izrazil neko svoje lastno osebno stališče. Se pravi, kipa, bom spet rekel, a nam je res tega treba. Janez Janši je v varnem zavetrju teh koalicijskih frontmenov, na trenutke so to demokrati, predvsem NSI recimo, očitno spet postalo dolg čas. In je stopil v ospredje do mere, ki, tako kot ti praviš, je res potrebna. In to je tisto, kar sva govorila na dan volitev in po njih. Ocenjujmo vlado po njenem operativnem izplenu in po njenih dejanjih in upajmo, da frontman ne gre v starih manirah pretirano all in. In tokrat se mi zdi prvič, da je začutil da ga je sirena zvabila preblizu, v bistvu svojo žarometov po nepotrebnem. Ja, predvsem tukaj tudi z vidika če hoče zunanje politično je ključno, da Slovenija tukaj pametno igra v Bruslju.
To je bilo zelo nepametno igranje v Bruslju, če tako rečem. In drugo, po nepotrebnem pač je zimo stvari z nekimi boji, ki so, rekel, tukaj precej nepomembni. Pa obujanje tega anti-Janša refleksa, ki smo na anketah ugotovila, da je še vedno relativno nizek, tako da v bistvu so to same težave po nepotrebnem za koalicijo. Zanimiva mi je pa še ena stvar ob robu tega, ne vem, koliko ljudi je to sploh opazil, ker je bilo to tudi rečeno v intervjuju za isti izraelski časnik. Janša tam razkrije, to se pravi selitev veleposlaništva plus odpriznanje Palestine, je bila naša cena, razumete, da gre za stranko SDS, za vstop v koalicijska pogajanja, torej, da sem se pustil izprositi za 4. vlado, in nihče ni bil proti temu, se pravi od koalicijskih partnerjev. Zakaj ne? Ko provociraš, potegneš še 2 koalicijska partnerja sabo v bistvu. Ja, spet po nepotrebnem, pri čemer tega niti ni v koalicijski pogodbi. In če se vrnem še k Tonetu Kajzerju, Tone Kajzer mislim, da tega vsaj ne javno zagovarja. Ja, se tudi meni zdi, da prej obratno. In tudi, ko smo slišali, da je Palestini treba pomagati, je ta pomoč Palestini pravzaprav na način, da se futra Hamas zelo brezpredmetna oziroma brezsmiselna, ker je Hamas pravzaprav razlog za slabo stanje v Palestini. Je sicer tudi posledica, ampak je tudi razlog, da je v Palestini tako slabo, kot je. Se pravi, podpirati Hamas pravzaprav pomeni ne pomagati Palestincem zares, ampak pomagati pravzaprav njihovi teroristični organizaciji, ki zlorablja Palestince za svoj nesmiselen politični boj s ciljem uničenja Izraela, ki je pač kot prvi z vidika Hamasa nemogoč in kot drugo nesmiselen. In genociden, če smo že glih pri tem, celo morda bolj kot Izrael v praksi izvaja potem svojo politiko. In tukaj mislim, da je pač si treba naliti nekaj čistega vina in reči, ok, Bob, kaj je kdo počel, in obsoditi, bom rekel, vse vojne zločine, tako tiste, ko Izrael po nepotrebnem izvaja kakšne eksekucije, kot, bom rekel, tudi samo, nenazadnje genocidno politiko Hamasa oziroma pač palestinskih oblasti v tem kontekstu. Tako da pač tle je zadeva precej bolj kompleksna, kot se kaže, in mislim, da ko smo že pri Bruslu, ima SDS še eno težavo v Bruslu. Sem želel reči, da v bistvu sva se zdaj zelo lepo dotaknila problemov, ki jih ima te dni v Evropski ljudski stranki europoslanec SDS Branko Grims, ko sva omenjala poteze, ki so nepotrebne, ki so v bistvu provokacija, to je točno simbol vsega tega v SDS-u ali pa eden od njih je zagotovo svojim političnim delovanjem Branko Grims. Sicer uradno, danes, ko to snemava, je predsedstvo Evropske ljudske stranke že potrdilo, da bojo predlagali izključitev iz politične družine. Glasovanje bo potem prihodnji teden. Sredo mislim, da ja. Zdaj uradno gre za kako že težave z delovno etiko, pa se omenja, da je bil prisoten na 2 od 100 usklajevalnih sestankov EPP-ja, nekaj takega, Neuradno pa oba veva, pa vsi, ki to malo bolj ni treba zelo spremljati, vejo, da tudi njegova politična stališča so šla z leti precej stran od uradne linije EPP. Pri čemer bom poudaril še nekaj, tudi uradna linija EPP je šla v tem mandatu bolj desno, kot je bila v prejšnjem, ker v prejšnjem je recimo v resnici šla vprašljivo preveč na levo, medtem ko se v tem mandatu to korigira in, bom rekel še nekaj drugega, marsikaj, Grims pravi, da je to zdaj, se pravi, da se mu krši svoboda govora in tako naprej. In kako dela, mislim, kar zabavalo me, ko sem bral njegovo izjavo, delam veliko in dosegam uspehe, in med te uspehe je pohvala Ilona Muska in ta pohvala Ilona Muska je, da mu je na Twitterju poden njegov tweet prelepo 2 ogenčka. Se deva pogledati, kaj pravi Branko Grims v prvem odzivu, ker se mi je pa zdel, če boš pozoren, da že v tej izjavi iz tona, kako govori, je razvidno, da ga je pa ta poteza EPP v bistvu zelo globoko se dotaknila, po mojem. Mislim, Branko Grims je zdaj v kar hudih težavah, bomo pogledala, zakaj. To je raca, ki jo je nekdo lansiral. Jaz sem bil celo na 2 sestankih, kjer so bila samo tisti sestank sklical, pa jaz, pa še seveda na mnogih drugih. Bil sem na več kot 30 mednarodnih konferencah. Jaz samo dosledno sledim vrednotam, ki jih je zagovarjala SDS, ki sem jih jaz zagovarjal pred volivci, in pač v tej doslednosti sledim tistim ciljem, ki so za Slovenijo dobri. Očitajo mi to, da se zavzemam za zaščito otrok pred zanje uničujočo LGTB+ ideologijo. Očitajo mi, da se nasprotujem norostim zelenega prehoda in še posebej mi očitajo to, da se zavzemam za varnost otrok, za varnost žensk, da bi torej vse ilegalne migrante morali poslati, od koder so prišli.
Ja, tukaj sta recimo Žanom Mahničem na istem vozu, glede retorike, ampak dvoje bi jaz tukaj rekel. Ne? Prvič, vidno je res iz posnetka, kako mu je težko padlo, se mi zdi tako zelo čustveno angažiran podton, ne? Govori zelo hitro, zelo prizadeto bi tudi rekel, kar mi je bolj vsebinsko zanimivo. On pravi, to so vrednote, ki jih je v pretekliku SDS tudi zagovarjala, skoraj kot bi še svoji matični stranki očital, da se odmika od teh nekih desnih vrednot. In zadnje, kar bi ravno to načel, ne, se je v bistvu njegov odpoklic, ki je zdaj bolj ali manj očitno, da se bo zgodil, ne, iz EPP-ja, po mojem izključitev, ja, v bistvu odpira vprašanje njegovega bodočega odnosa s stranko v Ljubljani, z SDS-om. To po mojem ni tako enostavno, kot bi si kdo zdaj predstavljal. Ne, ampak dajmo se vrniti malo še nazaj. Se pravi, jaz mu dam do neke mere prav, ne, ko izpostavlja zaščito otrok, pač zagovarjanje, bom rekel, nekih teh razumnih migracij, pri čemer seveda je on šel v nekaterih teh stališčih precej skrajno, ne, v smislu zdaj vse migrante raus, ne, in tako. Ja, ne, bom rekel, ta stališča se da povedati na tak ali pa malo drugačen način. To je ena stvar. Druga stvar, mislim, da niso bila ključni problem, čeprav je mislim, da tukaj tudi EPP naredila napako, ko je v tej resoluciji, s katero ga izključuje, ravno ta stališča do neke mere posebej izpostavlja, ne? Pri čemer spet izpostavlja predvsem tisti odnos do institucij, ne? Ko gre za odnos do Madžarske, podpora Orbanu, ko so imeli EPP svojega kandidata na Madžarskem, ne? In pa neke te migrantske zadeve, pri čemer poslanci si lahko privoščijo v Evropskem parlamentu marsikaj, so pa neke rdeče linije, ne? In mislim, da najbolj je Grims prestopil rdečo linijo z podpisom za interpelacijo oziroma za odpoklic Ursule von der Leyen. Ne? To je, to, da bodo ljudje razumeli, kaj je evropska politika nekoliko bolj oddaljena, recimo. Ne? Ursula von der Leyen je na nek način kot predsednica vlade na ravni Evrope, ne? Se pravi, in EPP je njena stranka, torej Grims je bil del njene stranke, torej to je kot bi, ne vem, Žan Mahnič, ne, dal svoj podpis pod odpoklic Janeza Janše za predsednika vlade. Pa bi bila kar zanimiva, ja. Ne, to je pač nek zelo no-go, da ti svojega lastnega premijera rušiš. Ne. To je ena stvar, pa lahko si mislimo o Ursuli von der Leyen, kar želimo. Ne. In tudi evropski poslanci imajo ogromno svobode, da glasujejo tudi proti usmeritvi evropske, a pa svoje lastne matične skupine. Je pa res, da nekih temeljnih stvari se pa pač morajo držati. To je ena stvar. Druga stvar, kolikor imam jaz vire v Evropski ljudski stranki, dejansko Grims ni hodil na nobene sestanke Evropske ljudske stranke, je pa hodil na sestanke patriotov pa evropskih konzervativcev, na njihove dogodke, celo na dogodke, ki so mu iz Evropske ljudske stranke eksplicitno prepovedali iti oziroma prepovedali uporabljati simbole in nastopati v imenu Evropske ljudske stranke, je on to naredil. Celo to so pa tiste neke rdeče črte, ki jih kot evropski poslanc ene stranke pač ne moreš početi in zato te stranka lahko pač izključi. Ne? Se pravi, tukaj je pač treba to povedati in zdaj se je on znajdel v hudih težavah, hkrati pa še svojo lastno matično stranko SDS potegnil vanje, ker ni čisto jasno zdaj, kaj to sledi, a ga mora zdaj SDS v bistvu izključiti, a je on lahko nepovezan poslanc SDS v Evropskem parlamentu. Ne? Če bi ga zdaj dejansko domoljubi sprejeli v svojo skupino, je to po mojem bolj ali manj tudi konc poti z SDS-om. Mislim, da si težko SDS prvošči imeti poslance v različnih od evropskih skupinah. Od tu naprej je pa skoraj kljub vladarskemu slogu Janeza Janše, ki je precej ne temu rečem, ja, recimo avtoritaren v nekih vidikih, ne, je stvar dobre volje Branka Grimsa, ali bi, ne vem, ob ultimatu pač odidi, ne, dejansko z položaja in pošiljamo recimo Aleša Hojsa, ki nikakor ne pride do Evropskega parlamenta, ne, ali bi res odšel, ne? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da tukaj bo imel SDS še hudo težavo z Brankom Grimsom. Ne. Je pa res tudi nekaj, še kar Branko Grims pač očitno ni razumel. Ne. Oziroma, v Evropskem parlamentu ti lahko deluješ na dva načina. Ne. Lahko deluješ konstruktivno in sodeluješ na sestankih, sodeluješ na usklajevanjih, na lobiranjih in pogajanjih. In prevzemaš vsebinske dokumente, ki jih potem vodiš tako ali drugače. Ne. Zdaj, tako delujejo pač trije evropski poslanci iz EPP-ja, Matej Tonin, Romana Tomc in Zala Tomašič. Ne. Lahko pa deluješ pač tako, da na govornici bruhaš ogenj in žveplo, to posnameš, daš na socialna omrežja in na ta način hraniš svoje volivce, ampak s tem v Evropi ne dosežeš absolutno nič, ker si pač eden izmed 720. Ne? In tukaj v Evropi je treba pač razumeti, da se stvari
dogajajo prek pogajanj, ne, in da zelo absolutistično pač ne prideš zelo daleč, ne, ampak lahko s pogajanji dosežeš pa bistvene izboljšave. Ne, ampak pač se to ne sliši tako seksi in tako udarno, kot če na socialnih omrežjih. In tukaj mislim, da Branko Grims tega ni razumel, oziroma nasplošno, ne, bom si upal reči, še nekaj ni bil Grims edini, ne bistveno večjo udeležbo na sestankih ima tudi Milan Zver, ki pa ne, za razliko od Grimsa pač ne gre javno kontra svoji politični skupini, je pa za SDS skoraj enako neuporaben oziroma dokaj neuporaben, kar se tiče premikanja nekih evropskih političnih agent, je pa res za stranke vsaj ne dela javne škode, ne, za razliko od Grimsa. Ja, no zdaj, če so težave Branka Grimsa ta teden eskalirale, ne, bruselske težave, pa že tretji teden eskalirajo težave Borisa Mijića, zadolženega poslanca Resnice. Zdaj po novem ga preizkuje še KPK. Jaz predlagam, da najprej pogledamo eno izjavo šefice protikorupcijske komisije, pa potem malo ovrednotiva te težave, ki jaz mislim, da jih bo na koncu plačal z poslansko funkcijo. Glede na očitke, ki so se pojavili v javnosti in na komisiji v predhodnem preizkusu, trenutno preverjamo vlogo in delovanje poslanca Mijića v različnih podjetjih in morebitne kršitve oziroma spoštovanje določb o nezdružljivosti funkcij. Torej poslanec Mijić vas o tem, da je direktor, ni obvestil, čeprav zastopim. Komisija ni prejela obvestila, s katerim bi nas o tem seznanil oziroma dovoljenje delodajalca, zatorej ni mogoče niti sklepati, da gre za eno izmed zakonsko dovoljenih izjem. Zdaj, tukaj jaz vidim več problemov. Ne? Ena stvar je, da, in to je komunikacijska napaka, ki recimo lahko pripišemo novi stranki, ne? Hiper nastopanje Zorana Stevanovića na eni strani, to nikoli ni dobro. Ne? Čeprav razumemo, da je vzel funkcijo strelovoda nase, pa vendarle, tudi razumem, da je 5-6 let zadnjih čakal v senci, da bo lahko vsake 2 sekunde dal za nekoga izjavo, pa vendar tega je po volitvah odločno preveč in to ponavadi stranke plačujejo z rejtingom. Na drugi strani, kar se samega osrednjega akterja tiče, njega ni v javnosti. Izginotje, najprej dopust, potem ga je direktno povezal še v bolniško, kolikor razumemo, pri čemer, kar je še najhuje od vsega, ne, je stvar zapeljana tako zelo naivno, da ko ga necenzurirano pokliče na telefon, ki ga je dal nek zaposlitveni oglas za nove gradbene delavce, ne, se on oglasi kot ta kontakt, ki zaposluje nove ljudi ob tem, da ima, ne vem, 60... V ženjenem podjetju, češ, da fiktivno pač tako, ne vodi več on. Ne, tako da mislim, da stvari, ki jih gledamo, tone globje in so stvari nedopustne. Ne. Tudi jasno je, da če se v bistvu 2-3 tedne ukvarja na dopustu in bolniški z osebno dramo, vmes najema neke nove delavce, poplačuje dolgove do Fursa, pač dejansko de facto Boris Mijić že zdaj ni poslanec Državnega zbora, kot bi to mogel biti. Strani stranke bom pa rekel tako, jaz po eni strani seveda lahko razumem katerokoli stranko, ki bi se znašla v tem položaju takoj po volitvah, seveda želijo obdržati ta 5. mandat, ne? In to je vprašanje do 10. oktobra. Vendar po drugi strani, ne, se jaz tudi sprašujem, dokot lahko še izpopolnimo tam politični makiavelizem, ne? Ker na koncu bomo, ne vem, 12. oktobra ugotovili, bo tudi Zoran Stevanović zelo potentno povedal, ne, da zdaj je pa to nedopustno in bo poslal svojega poslanca na smetišče zgodovine, ne, medtem ko pač, ne vem, junija in julija tega niso sposobni ugotoviti. Ne. Se pravi, morala res šteje manj kot nič v resnici, ne. Ja, ne, pri čemer pa, bom rekel, mi je smešno poslušati tudi te izjave KPK-ja, ne, ki tako v takem zelo formalističnem jeziku ugotavljajo, a je morda kaj narobe ali morda kaj ni narobe. Ne. Več kot očitno je marsikaj narobe. Ne. Je pa res, da, bom rekel, so pa v opoziciji, ne, ker je Robert Golob počel dobesedno isto, recimo s podjetjem Star Solar, ki ga je prepisal na ženo, ne pa potem v bistvu v ločitvi sam prevzel, ne, kar pomeni, da ga je bolj ali manj očitno on sam vodil, ne, so res, bom rekel, ta pravi za to komentirati. Ne. Zdaj, seveda pa bi si želel, da bi koalicija tukaj naredila mogoče kakšno potezo. Je pa res, da si Resnica pač težko to privošči ta trenutek in je pravzaprav na nek način more prevedriti do tistega nesrečnega 10. oktobra. Ne. Se pa kaže, bom rekel, tukaj je res ta problem novih strank, ne, ko ti na listo pridejo ljudje, ki jih ne poznaš, ki jih nisi preveril, ne, in z tega vidika recimo prav pogrešam neko to resno strankarsko, ne, bom rekel, politiko, ki
imaš ti uveljavljene stranke, ki te stranke imajo nek program, ki ga zagovarjajo in tudi kadre, ki to izvajajo in kadre, ki so jih uspeli preveriti in jih oni med sabo poznajo. Ne? Ker tako, to je res, bom rekel, in ni resnica pravzaprav čiste edina v tem kontekstu, ne? Kjer ti dobiš neke poslance, kjer ne veš, kakšnega mačka v žaklju si dejansko kupil, ne? Pričemer pa je ironično, ja, seveda verjamem, da ima Mijić težave, ne? Ker očitno težko nekomu preda samo firmo in se ne ukvarja več z njo, ne? Je pa res, da tako naivno, ne? Češ, da se podpišeš Boris in daš svojo telefonsko številko, ne? Vsaj da bi dal ženino, da se pač žena javi, pa potem pride vsaj na sestank Borisu, če že. To je bilo res zelo rookie mistake. Jaz mislim, da Zoran Stevanović prvič resno ogroža v bistvu to lastno neko auro voditelja tega bolj gibanja kot stranke Resnica, tega Facebook movementa v bistvu, ki je nastalo na spletu. Ne? Znano je, s čem je imel težave v preteklih letih, da ni prebil parlamentarnega praga in to je bila sama mobilizacija, da njegovi ljudje gredo. Torej ni bilo problem simpatiziranja osebno, pač pa da res gredo v nedeljo na volišča. Ne? In mislim, da signali, kot so te z Mijićem, na drugi strani tudi te igre, kaj smo koalicija, opozicija, vsak teden malo druga temperatura, ne? Mislim, da mu lahko zelo hitro pasivizira en pomemben del njegovih ljudi. Ne? Mislim, da so tukaj zelo velik pokazatelj, bodo lokalne volitve. Ja. Ne? Torej, koliko recimo neka taka stranka lahko lokalno doseže, koliko ima nekih, ker na lokalnih volitvah ni zadosti, da si ti pač veliki Zoran Stevanović, ne? Moraš imeti tudi lokalno prepričljive kandidate in mislim, da bo tukaj zanimivo videti, koliko teh kandidatov dejansko bo. Ne? Še ena mlada stranka oziroma novejša Fokus, ne? Marka Lotriča, pa kot drugi obraz tudi ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs, je nekako v sveti vojni, samo za Alenko Bratušek z podpredsednico v bistvu ali pa z enim pomembnim delom vodstva Gibanja Svobode. Ne? Začelo se je pa na Komisiji za nadzor javnih financ. Ko se je Alenka Bratušek, ne, tista, ki krade na drugem tiru, odločila, da bo pregledala, mislim, da zdaj ona tako pravi, za nekaj 10.000 evrov naročilnic v času kampanje, ne, ki so šle za razne dogodke povezane s stranko Fokus. Ja. Mogoče tudi pogledamo par klipov, zakaj gre. In sklepi, ki so bili predlagani za sejo, ki je bila sklicana na pobudo politične stranke, kar je pravica, zakonska in poslovniška političnih strank, niso nikakor nobeni ugotovitveni sklepi, da je karkoli bilo narobe, ampak samo predlagamo, da bi Računsko sodišče in KPK preverila, ali je šlo karkoli narobe. In zdaj, glede na reakcijo strani gospoda Lotriča, bom rekla, da sem sama osebno, pa zdaj vedno bolj prepričana, da je šlo marsikaj narobe in da smo očitno dregnili v pravo gnezdo. To je diskreditacija, to je pač politična moč Gibanja Svobode, ki jo pelje zdaj po volitvah, ker se pač ne zna sprijazniti z realnim stanjem. Državni svet je z gospodom Mirom Petkom podpisal za 51.500, najmanj za 51.500 evrov pogodb in obstaja utemeljen sum, da so skozi te pogodbe financirali dejavnost stranke Fokus. Pri vsem denarju gre za 8.700 evrov. Gre za račune, ki so 72 evrov, ki so 140 evrov, ki so brezplačni najem prostorov, seveda je podprto vse z dokumenti, ampak seveda teh dokumentov ona nima. Ja, zdaj, če vzamem, mogoče mislim, prva stvar, ki mi je res padla v oči, ne? Skratka, zato, da bi ukrepil stranko Fokus, je državni svet posloval z Mirom Petkom, ki je mimogrede viden član SDS-a, vsaj kakor mi je znano še vedno. V krogu lojalistov Janeza Janše, vsaj na zadnje, ko smo preverili. Se pravi, že ta logika Alenke Bratušek, torej Marko Lotrič je plačeval Mira Petka v korist Fokusa. Ne? Mislim pač zdaj, vem, da Miro Petek precej sodeluje z državnim svetom, kaj vse počne, ne vem, ampak mislim, že sama ta ironija, ne, torej druga v imenu bizarka, stranke Fokus, torej plačujemo Mira Petka. Druga bizarka pa je zelo očitna, kdo vodi komisijo
komisijo za nadzor javnih financ v tem mandatu. To je Alenka Bratušek, za katero spet greste lahko na nek Facebook profil, Maske padajo, mislim, da je bil, in pogledate, kaj je rekla Vesna Vuković. Da se tam preko nekih Alenka krade na kratko, da se tam preko nekih obvodnih pogodb črpa, mislim, da je bilo 2 ali 2,5 milijona evrov omenjenih. Tako da to je to. Bi pa v enem delu se pa dejansko celo strinjal z Alenko Bratušek in to je ta komunikacijski vidik. Zdaj, če bi jaz bil recimo Marko Lotrič, ne vem, če bi počastil ravnanja Alenke Bratušek s kazensko ovadbo in s precej žolčnima 2 nastopoma v studiji. Bolj kot ne so te stvari za ignorirati. Jaz mislim in potem tudi ljudje, kot so Bratuškova, izgubijo voljo. Vsaj po mojem tako uči nek učbenik preteklosti slovenske politike. Zdaj ignorirati na neki točki. Mislim, ker ravno tako boš dobil računsko sodišče na vrata, ki bo pregledalo stvar in gotovilo neko zatečeno stanje, ali se ti splača iti v ring za Alenko Bratušek, kaj pa vem. Po mojem prej izgubljaš energijo. Mislim, vprašanje zdaj, tukaj gre tudi delno za blatenje dobrega imena in tako naprej. Mislim, da gre tukaj za 2 stvari. Prva stvar, zelo jih boli, da državni svet torej vodi Marko Lotrič, ki je zdaj del koalicije. Ker je na prvi točki protikorupcijska komisija rekla, da je okej, da si lahko predsednik Fokusa in šef državnega sveta, se mi zdi to kot nek poskus, kako na nekem drugem nivoju omajati to funkcijo Marka Lotriča. Tako je, skratka, eno je to. Drugo je to, da mislim, da se poskuša razbijati manjše stranke v vladi. Se pravi, na nek način smo že prej omenili resnico kot ne v vladi, ampak na pol v koaliciji, demokrate kot najšibkejšo vladno stranko in recimo stranko Fokus kot del trojčka, ampak šibkejšo stranko, ker recimo v NSI-ju do tega ne uspevajo, oziroma saj smo videli tudi kazenske ovadbe za člane NSI-ja in tako dalje. Ti si rekel prej, preden sva začela snemati, si v bistvu dobro povedal. Vedno je bilo treba za desno vlado dati eno stranko, če gledaš zgodovino. Tako da bomo videli zdaj, kaj to pomeni glede Fokusa, ampak jaz mislim, da bomo videli, ampak mislim, da jih skrbi še ena druga stvar in sicer to, da bi lahko Marko Lotrič bil kandidat za predsednika republike, ker ravno jeseni prihodnje leto se mu izteče položaj na čelu državnega sveta. Redko kdo je ponovil, če je sploh kdo ponovil mandat na čelu državnega sveta. Hkrati so pa prihodnje leto jeseni tudi predsedniške volitve in Marko Lotrič kot skupen kandidat desnice bi lahko morda posegel po kakšnih konkretnih številkah. Tako, pa sva pri koncu bajeda predzadnje redne epizode tedenskega safarija. Tako je. Poletje se bliža, konkurenca je šla že na dopust, mi še vztrajamo še danes. In vabimo seveda tudi na sobotni jutranji Safari Special. Tam tokrat o posebni skupini ljudi. Vsako večje državno podjetje ga je v zadnjih 10 letih dobilo in sicer šefa korporativne varnosti. Po eni strani se jih njihovi šefi bojijo, gre namreč za ljudi, ki obvladujejo celoten informacijski in komunikacijski tok v podjetjih, po drugi strani pa so to tudi ljudje, ki pravzaprav bdijo nad morebitnimi kaznivimi dejanji znotraj državnih podjetij in jih naznanjajo ali ne naznanjajo organom pregona. Tako da gre za izjemno vplivno skupino, o kateri ne veste veliko in v pogledu za kulisje tega dobite v Safari Special. Skratka, to že jutri v soboto. Prihodnji teden se še vidimo na rednem tedenskem safariju. Sledi še ena special epizoda, potem pa si tudi tedenski safari vzame krajši poletni predah. Tako da brez skrbi se vrnemo nazaj še pred jesenjo. Do takrat pa lep pozdrav in se vidimo še prihodnji teden.